Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Korona oziroma COVID-19 je prodrl pravzaprav v vse pore našega življenja, družabnega, osebnega in nasplošno nas je strah. To je enostavni zaključek, ki ga zmoremo v tem trenutku. Veliko je bilo postorjenega, veliko skrbi imamo vsi skupaj, kot pravim, nas je strah in čakamo ukrepe, takšni so, drugačni so, verjetno pa so zelo dobrodošli. Občina oziroma župan občine Ormož Danijel Vrnjak je skrben, sledi prav tako vse dogajanja in poskuša storiti, kar je najboljše za naše občane, za vse vas torej, ki bi naj ostali zdravi. Lepo pozdravljeni, gospod župan, hvala lepa, da ste si vzeli čas, verjamem, da vas še in še skrbi tare v tem času. Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Prvo, ja, res nas skrbi, situacija, se pravi, daleč ni rožnata, tako da soočamo se z velikimi izzivi, z veliko probleme. Prvi val smo preživeli, doživeli, drugi val lahko povemo, da je slabše, se pravi, še bolj nas je nekako vdaril po vseh naših vsakodnevnih dejavnostih. Tako da, kaj še nas bo vse skupaj čakalo, nekateri pravijo, da bi naj ta val nekako oblažili konec meseca decembra. Tako da, če smo sedaj niti na sredini novembra, ne še vemo dobro, kaj to pomeni za samo življenje, kaj to pomeni za vse ostale dejavnike, ki so v to vključeni, od gospodarstva, tudi konec koncev šolanja. Ogromno zadev, verjamem, da še bo potrebno postoriti. Na nas vse skupaj pa bo, na kak način in pa v kakem času bomo to zadevo zajezili. No, v vsakem primeru ukrepate takoj na občini, ne? Zadnje recimo, kar je zelo aktualno, so tople malice za vse šolarje, ki bodo torej še ostali doma in se šolali na daljavo. Verjetno je kar nekaj, oziroma veliko takšnih stvari, ki so potrebni hitri ukrepi. Ja, tu samo hitre reakcije pomagajo. Vkolikor ne bi, to moram povedati, vkolikor ne bi ta ukrep prišel z strani države, smo že študirali se pravi, nabavi paketov, kjer bi pomagali otrokom, staršem, ki so normalno zdaj v neki stiski. Brezposelnost se absolutno zaradi covida veča, socialna ogroženost je sigurno večja, kot smo imeli v preteklih mesecih. Na gospodarstvu se dogajajo čudne zadeve, to lahko spremljamo in vedno več ljudi je absolutno v stiske. Zato ta okrožnica, ki smo jo dobili z strani države, smo jo normalno sprejeli. Tudi konec koncev se z osnovnimi šolami dogovorili, na kak način bomo zadevo izvajali. Tako da vsekakor se bomo potrudili, da bomo čim bolj šli v tej fazi nasproti. Zavedamo se, da ta ogroženost socialna je, pa ne samo ta. Ljudje še so vedno zaposleni po podjetjih, morajo opravljati svoja vsakodnevna opravila. Vsi si ne morejo privoščiti tistega nujnega varstva, bi rekel. Nekateri otroci, predvsem to otroci od 5. razreda navzgor, so po večini ali pa vsaj nekateri sami doma, normalno težko poskrbijo tudi sami za sebe, kar se tiče toplih obrokov. To se pravi, to je nujna zadeva, kar je bilo potrebno postoriti. Tako da jaz mislim, da je okrožnica bila na mestu, kar se tiče ze strani države, da so to zadevo nekako preusmerili oziroma dali na podaljšano svojo roko, to se pravi na lokalne skupnosti. Jaz pa mislim, da glede na tudi konec koncev na vsa pretekla leta so šole dobro delovale v samih svojih okrajih, samih svojih okoliših. Zato tudi prav, da preko šol čim bolj omogočimo vse te zadeve in pa da staršem nekako vsaj malo olajšamo to krizo. No, zanima me pa, kako bo tehnična izvedba vsega tega. Kdo bo torej dostavljal to hrano otrokom na domove oziroma bodo sami hodili po hrano, kako je to zamišljeno? Ja, zdaj je ta okrožnica zunaj, zdaj je naloga, se pravi, v osnovni šoli je, da razredniki pokličajo, tudi starši imajo, se pravi, vsa navodila, vse pogoje imajo tudi na spletni strani občine Ormož, tudi preko
Radija smo zadevo obvestili tudi preko ostalih medijev, tako da te informacije na občini dobijo, drugače pa naj se obrnejo na svoje osnovne šole, starši tudi, vkolikor razredniki ne bi klicali, tam pa se bodo dogovorili, se pravi okrog zagotavljanja, tudi okrog pogojev, kateri starši so do tega upravičeni in pa na kakšen način se bo zadeva odvijala, to se pravi, kar se tiče same dostave. Ali bo prevzem na same osnovne šole, ali bo potrebna tudi dostava, se pravi, na sam naslov. To pa bomo seveda se zdaj v teh dnevih prilagajali, skupaj zadevo uskladili, konec koncev okrožnica je bila včeraj, v ponedeljek moramo za to dejavnost začeti, tako da še nas čaka ogromno dela, kar se vsega tega tiče. Niti ne vemo, koliko bo teh obrokov za pripraviti, pa niti ne vemo, koliko obrokov bo, se pravi, za dostaviti. Tako da, ko bomo imeli te podatke, se bomo odločali, na kakšen način bo dostava in pa vse ostalo tudi teklo. No, to je seveda bilo vprašanje mimogrede, verjetno bodo skrb za vse to šole same prevzele, ker gotovo se nimate časa še vi s tem ukvarjati. Sicer pa naj še povem, da je ta okrožnica tudi na spletni strani naše televizije, torej vse tiste, ki jih zanima, lahko tudi več podatkov torej dobijo na naši spletni strani. Ja, no, poleg vseh skrbi, ki jih itak že imate na občini, pa torej še vsi ti ukrepi, kako vam vse skupaj poteka na občini? Ja, res je, so polni urniki, dela absolutno ne zmanjka, poleg vsega ostalega dela, s katerimi se ukvarjam, poleg vseh ostalih tekočih zadev, tudi investicije se določeno zaključujejo, nekatere smo tudi pričeli, ne čakamo naslednje leto. Razpisih delamo, pogodbe so podpisane za kar velike projekte, konec koncev združili smo projekte za naslednjo finančno perspektivo, tako da tudi ravno včeraj smo imeli tudi sestanek z ministrom, se pravi, ki skrbi za razvoj regionalni, za vsa ta evropska sredstva, državna sredstva, z gospodom Černačem, tako da nekako se dogovarjamo tudi vse za naprej, poleg tega pa normalno potrebno poskrbeti za vse dejavnosti v zvezi z vsemi temi ukrepi, tako da dela je polno, probamo tudi čim bolj slediti vsem ukrepom tudi na občinski upravi, tako da nekaj dela omogočamo zaposlenim, se pravi delo od doma, tako da probamo tudi tu spostaviti čim manjšo tveganje, da se nam ne zgodi, da tudi do okužbe pride na sami občini, enostavno si ne moramo privoščiti, da bi zadeva stala. Tudi ostale gospodarske javne službe je potrebno slediti, delati, vidite tudi, da na izobraževalni sferi se ogromno dogaja, tudi tukaj je potrebno skrbeti. Konec koncev ogromno smo tudi nudili čez samo leto, toliko sredstev, kot smo jih letos namenili preko rezervnega sklada, se pravi za pokrivanje vseh stroškov, kar se tiče neurja, kar se tiče COVID-19, je bilo absolutno rekordno, verjetno v zadnjih 15-20 letih, tako da smo ogromno tudi tukaj mogli prilagajati, ogromno investicij prilagajati, ogromno del prilagajati, da smo vsemu temu zadostili. Tako da čas je res takšen, da se je potrebno prilagajati iz dneva v dan, da je potrebno zadevam slediti, tako da imeti, bom rekel, kar dober pogled na vse, da to lahko usklajuješ dnevno, tako kot to treba. No, pravzaprav bi se človek vprašal, kako vse skupaj zmorete, ne? Kako, če še sploh je kaj v malhi občinski tej, kar se tiče rezervnega sklada, se pravi neurje, korona, poplave, ne vem kaj vse, se nas je lotevalo to leto? To leto je bilo res, kar se tega tiče, katastrofalno. Tukaj smo res bili prizadeti na vseh možnih pogledih. Tako da tu je res bilo ogromno prilagajanja, ogromno delanja. Normalno ne moreš vsega, ker je enostavno tudi proračunska postavka preniska, da bi se lahko z vsem posvetil tako, kot bi se moral, ampak nekako smo sledili tem ukrepom, nekako dodajali, koliko smo lahko z strani lokalne skupnosti pomagali. Nekako smo to zadevo prebrodili, je pa res, smo na točki, ki se zadeva tudi nekako lome, to se pravi, jaz upam, da bo gospodarstvo v letu 2021 krenilo naprej tako, kot mora, da se ne bo tu določene zadeve zaustavljale, da ne bo domenki okrog naročil in pa vsega ostalega v letu 2021, to se nam lahko zelo posla na gospodarstvo. Tu, ko smo zdaj zaganjali ravno to obrtno cono, ravno vse te zadeve okrog gospodarstva, je normalno sedaj interes minimalen, kar se tiče samega investicij.
Vsa podjetja so nekako pazljiva, kar se tiče novih investicij. To se tudi pozna, da pri samem zanimanju, ampak jaz verjamem, da glede na to, da kar se tiče na gospodarskem delu, če lahko povem, kar se tiče samih zemljišč, odkupov, obrtne cone, projektov, tudi zainteresiranosti določenih domačih obrtnikov, smo to zadevo vseeno nekako gre naprej, tako da se bodo zadeve odvijale. Je pa res, da pa je čas, v katerem živimo, zelo naporen z vseh strani, tako da je res potrebno ogromno potrpežljivosti, ogromno nekega sodelovanja, tudi povezovanja, tudi razumevanja velikega, da to zadevo nekako skupaj prebrodimo. No, v tem času vseeno motijo skeptiki, ki torej očitajo, da ni bilo veliko postorjenega v zadnjih 2 letih recimo, tako da bi vseeno bilo dobro povedati, da v bistvu nas je ustavilo, nas je vrlo vse skupaj nazaj za kar precej časa. Vse to, kar se sedaj dogaja. Jaz bi samo rad povedal eno zadevo, da v letu 2019-2020 je nič ni bilo manj nareto, kar se tiče finančno, če gledamo, kot je bilo v preteklih letih. Res, da je bilo v letu 2018 malo več nareto v tistem volilnem letu, ampak občina Ormož se je takrat tudi za dobrega 2 milijona zadolžila in to je tudi dolg, katerega zdaj plačujemo. Tako da vemo tudi zaradi česa smo takrat tudi delali, bile so volitve, decembra leta 2018, marsikaj se tu je delalo na tem in to je tudi plačilo v letu 2019, letu 2020. Zdaj, kar je meni mogoče, absolutno nekateri ne razumejo, res, da smo v času koronavirusa, da se zaustavlja, da bi tudi država pokrenula določene zadeve čisto drugače, kot jih lahko. Zadeve se normalno ne odvijajo z tako hitrosti, kot bi se v normalnem času, ker je pač potrebno poskrbeti za ostale zadeve, je potrebno tudi za ostale zadeve skrbeti in to se nekje pozna, to je absolutno. Tega v zgodovini Ormoža v zadnjih 15-20 letih nismo imeli in konec koncev tudi ob vsem tem, da župan prevzame funkcijo, da župan vse tekoče zadeve, da tudi bremeno iz preteklih let prevzame, je še ga čakalo in tudi občinsko upravo in tudi vse zaposlene, tudi eno leto, ki ga nismo bili priča v občini Ormož, to je potrebno povedati in ki ni lahko za premagati, ki je ogromno dela, ogromno napora, ogromno časa tudi šlo v te zadeve. Tako da ja, bi rekel, da je včasih težko vse te zadeve poslušati. Jaz sem tudi mogoče oseba, ki se na te novinarske konference toliko ne odzivam, ker bi vseeno rad, da se spostavi neko normalno življenje v tej občini naprej. Jaz mislim, da smo v zadnjih letih, 12, pa še tudi več, bili priča ogromnim izporekanjem takšnih in drugih zadev, političnim takšnim in drugim igricam in jaz verjamem in upam, da tudi ljudje razumejo in pa vidijo, da si tega ne želim, da se tudi zelo malo novinarske konference te odzivam, kljub temu, da bi se moral, ker je ogromno povedanega takega, ki ljudi zavaja v občini Ormož, ki ljudi zavaja tudi okrog investicij, okrog vsega ostalega, toliko pripravljenih projektov, kot ima trenutno občina Ormož, toliko angažiranosti, kot je občina Ormož napravila za gospodarstvo, tudi z strani zaposlenih občinske uprave lahko slišimo, da ni bilo v zadnjih 10-15 letih napravljeno, koliko smo v zadnjih 2 letih napravili. Tudi koliko posluha smo imeli za nekatere zadeve, okrog takšnih in drugih zadeve so se premaknile, ki so stale leta in leta, tako da smo ogromno na teh zadevah postorili, je pa vedno tako. Zadevo se da vedno pogledati z pozitivnih strani ali z negativne, zdaj če vedno gleda z negativne, se težko kaj spremeni. Bi pa povedal mogoče tudi naslednje, da tudi verjetno vsi ti protesti, ki se dogajajo in ki smo jih priča sedaj v včerajšnjem dnevu, tudi vse te zadeve, ki se nekako dogajajo, je ravno se mogoče dogaja zaradi tega, ker so nekateri mogoče preveč skeptični. Težko pohvalijo katero zadevo, težko pridejo nad svoj ponos, da se nekaj dobro izvaja in treba pač na določenih zadevah biti malo potrpežljiv. Jaz vem, da ljudje mogoče pričakujejo od mene dosti več. Jaz tudi, bom rekel, odkrito in pa tudi priznam, da sem želel, da se določene zadeve odvijajo dosti hitreje, dosti prej. Žal nas korona zaustavila, pa se ne bi razgovarjal tudi na to korono.
ampak želel bi si tudi, da se določene zadeve hitreje premaknejo, da se zadeve določene grejo hitreje, ampak je pa nekaj res, in to je tudi potrebno povedati. Glede na določenih področjih je bilo ogromno zamujenega. In zdaj pač to mojo izjavo bodo nekateri pozitivno sprejeli, mogoče nekateri negativno, ampak kar se tiče gospodarstva, smo absolutno zamudili na celi črte. V zadnjih letih, kar se tiče na področju turizma tudi, pripravile so se strategije, ampak niso se žal izvajale, kot bi se morale. To smo, hvala Bogu, sedaj na nek način v zadnjih 2 letih uredili. Jaz mislim, da je premik viden. Jaz mislim, da se bo na področju turizma tudi ogromno postorilo v naslednjih letih. In tudi vse te zadeve, kaj bi lahko, kaj ne bi mogli, še enkrat povem, z vsem spoštovanjem do vsega, kar se je v občini Ormož napravilo, ampak poglede imamo žal različne. Prejšnji župani so pač imeli poglede in pa prejšnja vodstva so imeli poglede okrog gradnje nekaterih zadev bolj prioritetno, kot jih imam sam. Številke, ki nam kažejo, demografske slike, ki nam kažejo, kam bo občina Ormož v naslednjih letih šla v leto 2030, bog ne daj, če gledamo leto 2050, koliko bo to koliko se bo zmanjšalo število prebivalcev, kakšno starostno povprečje bomo dosegali. Glede, so številke zelo zaskrbljujoče in enostavno smo morali nekatere investicije, ki so se pospešeno delale, če lahko konkretno povem, na cestah, smo jih enostavno morali nekako zaustaviti, več denarja posvetiti v neke druge zadeve. Enostavno pa ne moremo tudi več kot približno od 5 do 6 milijonov za investicije dajati na leto, ker nas pa tudi finančna slika same občine, to se pravi zadolževanje v prejšnjih letih, zaustavlja na ene točke, kjer gledamo za novo perspektivo 2021-2027 za naprej. Nekako si ne moramo privoščiti, da bomo občino zadolževali z istim tempom naprej. Konec koncev čaka nas nova perspektiva, rabili bomo finančno udeležbo občine pri projektih in ne moremo potrošiti vse rezerve, ki jo trenutno še imamo, ki jo lahko mogoče z nekaterimi zadolžitvami tudi še mogoče pospešimo, napravimo, ker moramo biti pripravljeni v naslednjih letih, se pravi na maksimalno financiranje za strani občine Ormož, da sprovedemo tiste ključne projekte, s katerimi bomo lahko dvignili nivo gospodarstva, nivo turizma na višji nivo. Enostavno pa v 2 letih se ne da vsega pokazati, enostavno kdo pač vidi premike, jih vidi, nekaterih žal ne vidijo, ampak jaz verjamem pa, da smo v zadnjih letih napravili dosti zadev se je postorilo. Še enkrat povem, marsikatera zadeva se je odprla, ki se v zadnjih letih ni, je pa vedno tako, ali bomo gledali z pozitivnimi očmi ali z negativnimi, to pa je sedaj odvisno, na kak način bomo to sprejemali. Pa še eno zadevo bi poudaril, ki jo opažam in ki jo verjetno vsi vidite, je pa končno to, da mogoče Ormož več ni tako črnogled, kot je bil v preteklih letih. V preteklih letih so se vedno nekatere zadeve zaustavljale na nekaterih področjih. Moram reči, da tudi same sodelavce v občinski upravi, tudi same sodelavce po javnih zavodih želim usmeriti, da smo vedno nekako dobrodošli za vsakogar, da želimo prisluhniti občanom, občankam. Konec koncev, to smo tudi dokazali z tem, da obljube, ki smo si jih zadali skozi volilno kampanjo, tudi vse ostalo smo jih uresničili, se pravi, občina Ormož ni razdeljena na leve, desne, nismo se šli koaliciji, opoziciji, ogromno dela vlagamo v projektna dela, ogromno dela tudi vse svetniške skupine, tudi občane, občanke, vključujemo v izbor oziroma nabor izbire projektov, tako da na tem delamo, želimo povedati, da smo tu zaradi ljudi, da želimo delati tudi v sklopu njihovih želj in pa da si ne želimo, da bi zdaj striktno zato, ker je nekdo levi ali desni, mu želeli nasprotovati pri njegovih projektih. No, nikoli vas nisem imela priložnost vprašati morda o vašem karakterju, ne? Dobro, to je osebno vprašanje, ampak se mi zdi, da je kar pomembno, ne? Za nekoga, ki je vodja, konkretno župan občine Ormož. Ste optimist po naravi? Jaz sem bil vedno optimist, vedno sem gledal pozitivno skozi oči. Še enkrat povem, tudi za to funkcijo se ne bi odločil, če ne bi bil pozitivno naravnan.
tudi nekako želim tako delovati tudi med ljudmi, na vse zadeve moramo pozitivno gledati. Kljub temu, da se nekatere zadeve mogoče ne odvijajo, kot bi si želeli. Tudi sam, še enkrat povem, bi si želel, da se določene zadeve dosti hitreje, dosti boljše odvijajo, ampak gledajte, mi pošljamo recimo zainteresiranim investitorjem tudi po dve, se pravi tudi dvema investitorima na teden pošljemo informacije okrog občine Ormož, okrog vsega, kar lahko občina Ormož ponuja, kje lahko se razvija, kje lahko dela, ponujamo tudi svoje ugodnosti, pogoje, ki jih občina Ormož do investitorja lahko nude. Pa jaz verjamem, gledajte, da se bo tudi od vsega tega pošiljanja, vsega tega vztrajnosti do privabljanja investitorja enkrat obrestovalo in bo večji investitor tudi prišel k nam, ki nam bo nudil nova delovna mesta, ki bo to socialno ogroženost mogoče nekako porezal, dvignil določeni nivo občine Ormož, kjer imamo manjke, tako da potrebno vztrajati, potrebno gledati pozitivno. Jaz vem, da mogoče je pri nekaterih zadevah, tako kot ste prej vprašali, da bi moral biti učinek že hitrejši, večji, da bi se mogoče v vseh teh 2 letih moralo kaj storiti, ampak 2 letih je, tako še enkrat povem, zadevo težko spreminjati. Verjamem, da se bo že v naslednjem letu marsikaj videlo, tudi konec tega mandata, vkolikor bo tudi moja odločitev, da nadaljujem z županskim mestom in pa vkolikor bodo takrat tudi ljudje zaznali, da me želijo naprej za župana, pa verjamem, da bomo finančno perspektivo 2021-2027 maksimalno izkoristili, da bomo se maksimalno angažirali tudi na določenih projektih, za katere smo premalo volje vlagali v prejšnjih letih in da bomo Ormož spravili na par stopnic višje, da bodo ljudje videli, da so dobrodošli. Konec koncev, če poudarjam tudi, poglejte, občina Ormož ima pridobljena tudi 2 zelo pomembna certifikata, ki mogoče za nekoga ne pomenijo nič, za nas pomeni veliko, kar smo dokazali, da smo na določenih področjih dobri. To, če povem, je prvo je zdravo mesto Ormož, ki nudi ogromno stvari na področju zdravstva, ki je nekako dobro došlo za vse, ki potrebujejo na tem področju, kar se tiče zdravstva in pa vsega. Občina Ormož ogromno zadev nude, pa kar še smo pridobili certifikat, pa je tudi to, da smo dokazali, da smo tudi mladim prijazna občina in pa da si želimo mladih, da pridejo v našo občino, da ustvarjajo svojo družino, da ustvarjajo svojo prihodnost v naši občine in pa da nekako imamo to sočutnost, da si želimo jim pomagati in pa da želimo poslušati tudi njihove želje. Je korona morda ta čas korone, glede na to, da ste dejali, da ste optimist, prinesel tudi kaj dobrega, recimo? Sigurno je prineslo kaj dobrega, če že ne drugo, smo se vsi skupaj začeli zavedati, kako pomaga to sodelovanje, povezovanje. Jaz mislim, da smo skozi prvi val se marsikaj naučili, skozi prvi val marsikaj spoznali do dobra eden drugega. Čutimo verjetno v teh časih, kaj pomeni dober sosedski odnos, kaj pomeni dobro sodelovanje med posameznimi institucijami, kaj pomeni konec koncev med samimi občankami, občani dobro sodelovanje, še celo zdaj, ko so meje zaprte, kar se tiče občinskih meja. Tako da to pa verjetno smo začeli dosti bolj študirati, tudi kar se tiče same lokalne pridelave, pomena, koliko ti pomeni, da smo kmetijsko naravnana, da marsikaj pridelamo v naši občini, da je sigurno to bolj zdrava hrana, da imamo nekaj omogočenega v naši občini, pa tudi konec koncev verjetno smo spoznali tudi v tem času, da vseeno nismo tako mali kot občina Ormož, da nudimo kar dosti zadev tudi v tem času, da občanke in občani tudi najdejo svoj čas, svoj prostor v naši občini, tudi v teh časih. Tako da jaz mislim, da je bilo marsikaj pozitivnega napravljenega, predvsem na nivoju razmišljanja, kaj ti občina omogoča, kakšni so pogledi, pa še enkrat bi povedal, verjetno smo ocenili, da spet nismo tako mali, kot nas drugi imajo, da je občina Ormož po svojih dejavnosti, po svojem delu, po svoji srčnosti ljudeh, konec konca vsega tega, kar ljudje ponujajo po občini, smo zelo velika občina. Sedaj bi praznovali v teh dneh Martinovo,
veselica velika bi bila že po celem mestu. Pogrešate kaj ta živžav? Ja, sigurno so to zadeve, ki še so nas bolj združile. Martinovanje je naš osrednji dogodek, tudi konec koncev vse naše povratne občine, ki jih imamo, bi nas sedaj obiskale, tudi izmenjali bi izkušnje z vsemi temi. Tako da sigurno nam bo to manjkalo, vso to življenje okrog Martinovanja, okrog vseh teh dogodkov, okoli tega našega praznika. Pa tudi kasneje, veseli december, smo imeli zelo lepo že organiziran v prejšnjem letu, še bi ga nadgradili. Tako da absolutno ta druženja manjkajo med ljudmi, to tudi sami pogrešamo, ampak verjamem in upam, da se bo to čim prej sprostilo, čim prej začelo udejanjati naprej in da bomo nekako vzpostavili čim bolj normalno življenje tudi na tem delu. Tudi konec koncev za področje turizma, za področje vsega tega, kar se dogaja okrog Martinovanja, bi bilo za ta čas zelo pomembno. Vemo dobro, da so vse nočitve v naši destinaciji v času Martinovanja razprodane, da je tu ogromen obisk, da bi nas čakal množičen dogodek, ampak žal čas je takšen, kot je. Prioritete morajo sedaj biti drugje, se pravi samo naše zdravje, samo prebolevanje covida in pa verjamem, da ko bo se sprostil čas za vse te zadeve v prihodnjih letih, da bo toliko bolj vse skupaj sladko. Pa morda še mimo grede, kako je situacija s hotelom v tem trenutku? Hotel gre normalno naprej, projekti, koliko vem, se tudi naprej pripravljajo. V zadnjem času je bila tudi, se pravi, pogovor okrog odkupa še tega zadnjega dela stavbe, tako da ta zadnji del stavbe še bo ze strani lastnika hotela odkupljen. Nekako bi naj bili projekti končani v roku 6 mesecev, tako je tudi ta investitor zatrdil, tako da bi nekako v konec leta 2021 se nekako začele izvajati vsa tista dela. Obljubil pa rekel pa je, da bo nas pa letos v mesecu decembru čaka eno presenečenje, pa bomo videli katero. Če bo le možno, ne? Ja. Zaradi korone. No, pa še malo k financam. Bo občina namenjala kakšno obliko pomoči vsem tistim, ki so prizadeti zaradi korone? Kako pomaga država, morda, če nam malo razložite vse skupaj? Zdaj država preko raznih ukrepov to pomaga, predvsem nudenje obveznega varstva, se pravi tistim, ki so sedaj mogoče prišli do izpada prihodkov na svojih gospodarskih subjektih. Zdaj občina nekako, tako sem rekel, študira v tej smeri, da bi pomagali z nekimi prehranskimi paketi, vseeno, da bi omogočali to, tudi nekako študiramo za mesec december. Sedaj se te velike prireditve ne bodo dogajale, tudi konec koncev že lansko leto smo dokazali, da tudi brez ognjemeta gre, smo tudi sredstva, ki bi jih namenili za ognjemet, smo namenili nekako v dobrodelni namen. Skladili smo en vodovodni priključek eni družini, ki je bila tega nujno potrebna. Nekako pa študiramo, da bi mogoče sredstva, ki so letošnje leto predvidena za to rajanje decembrsko, za se pravi druženje okrog vse te prireditve, ki so bile namenjene, da bi mogoče res pomagali tukaj družinam, ki si mogoče ob teh večjih praznikih, družinskih praznikih ne morejo nekateri zadev privoščiti, tako da bi jim šli nasproti, tako da bi res vsi otroci, ki so v času božiča, v času tega novoletnega praznovanja, ko je to čas druženja tudi med najožjimi družinskimi člani, da bi nekako pomagali, da bi tudi one vse te zadeve imeli, tako da bi skozi nekatere pakete, mogoče ostale pomoči, jim to zadevo čim bolj omogočili, nekako veselje v tem času, v tem, tako kot ugotavljamo, da normalnega življenja trenutno ni, da bi nekako omogočili vse na teh stvareh, da bi jim približali vso to veselje, čarobni december. Malo drugače, ne? Tako.
No, o tem bomo seveda še govorili, verjamem, da boste še prišli v ta naš studio pred novim letom, če ne drugo vsaj čestitati občanom. No, ampak mislim, če bo kakšna posebna pomoč se še pričakuje strani države. Ja, tu, tako kot pravim, zdaj ne vemo, kaj se bo zgodilo z tem paketom, šestim paketom, ne, ko bodo sprejemali ravno okrog tega. Jaz verjamem, da bo država tudi za to poskrbela. Je pa res, to pa je potrebno povedati, da več toliko denarja, kot ga je bilo za epidemijo v tistem prvem valu, toliko več ni. Tu se bodo res podbujale vse te zadeve, predvsem tudi včeraj, ko smo bili v kontaktu z ministrom, bodo nekako poleg teh 280 milijonov oziroma koliko je šlo, še bo jih nekaj predvideno za tako imenovani REACT. Tukaj bodo sredstva predvsem predvidena za ohranjanje delovnih mest, za spodbujanje novih delovnih mest. Tako da verjetno je za pričakovati manj sredstev, kot se jih je delilo, se pravi, ko so dobili študentje, ko so dobili upokojenci, ko so dobili tudi aktivno zaposlene. Verjetno bo tukaj manj sredstev predvidenih, več sredstev bo šlo za direktno za ohranitev teh delovnih mest, kar se tiče gospodarstva. To bo sicer se odločila vlada, težko napovem, ampak tako je vsaj moje videnje, v katero smer bo naprej šlo, kar se tega tiče. Tako da ja, verjetno je za pričakovati manj tistega fizičnih spodbud, mogoče res tistim najbolj ogroženim skupinam. Bodo mogoče kakšne pomoči, ostalo pa bo v večini šlo za ohranitev delovnih mest in pa za spodbujanje novih delovnih mest. Kaj občina še morda namerava? Tukaj ravno te ukrepe, ki smo jih v prvem valu delali, zdaj nekatere več niso aktualne, se pravi, takrat smo pomagali pri odplačevanju NUSZ-ov, pri odplačevanju, da smo nekatere položnice dobesedno zamikali v kasnejši čas. To zdaj več ni aktualno, ker se je za leto 2020 se te zadeve že poravnale. Tako da pravim, ta vzpostavitev teh toplih malic, vzpostavitev pomoč tistim najbolj socialno ogroženim. Najverjetneje bomo se tudi dogovarjali preko gospodarskih javnih služb, da bi vsaj tem malim obrtnikom, ki so zdaj morali zaradi vseh teh ukrepov zapirati svoja vrata, da bi jim mogoče preložili nekatere zadeve, da bi jih mogoče tukaj malo spodbudili, kjer občina Ormož ima možnost. Tako da na teh področjih bomo nekako pomagali. Zdaj spostavili smo tudi vse te zadeve okrog varovanja otrok. Zdaj tudi tisti starši, ki ne bodo otrok dali v varstvo, se pravi v vrtce, bodo upravičeni plačila vrtca v tem času, tako da to so spodbude tudi nekako v sodelovanju med občinami in pa državo. Tudi, še enkrat povem, vsa te priprava toplih obrokov, potem tudi vseh teh ugodnosti, ki jih imajo trenutno zaposlene, kar nekaj ukrepov je, mogoče ljudje tudi za njih ne vejo, ki jih je država nudila, to se pravi okrog nujnega varstva otrok, se pravi še vedno pripada 80% dohodek. Tako da tu nekatere spodbude so. Še enkrat pa povem, da pa toliko tistih direktnih fizičnih sredstev, kot je bilo razdeljeno v valu številka 1, ni več, tako da se tu so potrebne neke nove prilagoditve in upam, da se ta zadeva čim prej zaključi, da se ta val oziroma čas epidemije čim prej zaključi. Mi pa bomo, se pravi, ze strani občine Ormož poskrbeli, da probamo čim več nuditi teh tudi servisnih stvaritev, tudi konec koncev, da smo vzpostavili telefonsko številko, na katero se vsi tisti, ki zbolijo oziroma ne morejo si zagotoviti prehrane, zdravil in tako naprej, da smo vseeno nudili. To se mi zdi, da je izredno pomembno. Izredno pomemben ukrep tudi ze strani občine. Tisti, ki zbolijo, dobro vejo, da glede na to, da ne smejo iz hiše, da se morajo samo izolirati, da je problem z dostavo prehrane, zdravil in tako naprej. In če imaš koga, da ti pomaga na tej točki, da je to sigurno tisti plus, ki ga kot lokalna skupnost lahko nudimo. Tako da pozivam vse tiste, ki imajo te probleme, da se obrnejo na občinsko upravo, da se obrnejo na Rdeči križ, izpostave Ormož, da pridemo do skupne besede, da jim pomagamo tudi na teh področjih. Drugače pa ja, tako sem rekel, občina bo zagotavljala, koliko gre v tem času, koliko bomo lahko finančno tudi pomagali, bomo skozi nekatere ukrepe.
bomo probali določene zadeve spodbujati. Bi pa rad mogoče povedal, da pa pripravljamo kar vrsto ukrepov in pa tudi dvig določenih sredstev za pomoč na samem gospodarstvu. Se pravi, določene ukrepe, ki so letos doživeli kar veliko povpraševanje. Če enega izmed takih povem, veliko zanimanje je bilo, kar smo letos prvič uvedli v občini Ormož, je to, da smo spodbujali nabavo tistih prvih osnovnih sredstev v gospodarstvu. Ves denar, ki je bil za ta ukrep predviden, je tudi pošel, tako da bomo v naslednjem letu to zadevo še dvignili. Pomagali smo pri subvencioniranju kreditov, pomagali smo pri trženju, tako da tudi konec koncev Javna razvojna agencija, jaz mislim, da dela zelo lepo delo, zelo lepo se je vključila, novi direktor se je tudi zelo dobro vključil v samo delovanje, tako da tudi vsi tiste obrtniki, gospodarstveniki, tisti, ki bi radi, ki imajo željo, se pravi, da nadgradijo svojo zgodbo, so lepo vabljeni tudi v našo Javno razvojno agencijo, tudi na področju delitvenih nekih sredstev za ohranitev teh delovnih mest, ki sem jih prej omenjal, je tudi kar nekaj sredstev, tudi pomoči na račun tistih, ki so odvisni od kmetijstva, je kar nekaj ukrepov. Naj se obrnejo na Javno razvojno agencijo, tam bodo dobili tiste podatke. Mogoče, tako pravim, so ljudje premalo informirani o vseh teh zadevah, ampak možnosti vseeno nekatere so. No, je bil direktor tudi tukaj naš gost in je tudi predstavil te ukrepe, tako da upam, da vsi tisti, ki so zainteresirani, so tudi slišali vse te možnosti, ki jih imajo. No, za konec pa še vprašanje, mimo katerega ne morem. Situacija v državi se zdi zelo resna, protesti v Ljubljani so zastrašljivi, pa bi res želeli slišati vaš komentar na vse to. Kaj se pravzaprav dogaja? Ja, ukvarjamo se z eno zelo veliko, kako bi rekel, politično razdvojenostjo. Jaz ne bi rad se vključeval v politiko, pa ne bi rad delil nekaterih takšnih in drugih mnenj, ampak zgodila se ena situacija, ko so mogoče nekateri v Sloveniji zaznali šibkost te korone, tega covida. Pričakujejo se mogoče nekatere druge zadeve, ampak jaz še enkrat povem, vsi tisti, ki delamo, pa naj se bo to lokalna skupnost, vsi tisti, ki delajo na državnih institucijah, vemo in poznamo, kako težko je v tem določenem času sprejemati ukrepe. Zdaj, ukrep je vedno lahko pogledan z pozitivnega ali pa z negativnega vidika, ampak jaz mislim vseeno, da vsi ti ukrepe, ki so trenutne strani države napravljene oziroma rečene, da kažejo pozitiven učinek, da se bo pokazal pozitiven učinek, tudi kar se tiče trenja števila okuženih in tako naprej. Zdaj, normalno vsi ti ukrepi pa terjajo nekatere druge negativne zadeve, ravno na strani gospodarstva, ravno na strani vseh teh aktivnosti, ki bi se sedaj odvijale, kjer bi bili prihodki tudi pri določenih, ki jih sedaj nimajo. Je pa potrebno tudi nekatero drugo zadevo povedati, da jaz še enkrat povem, pa mislim, da sem v eni oddaji v preteklosti povedal, politika vedno ne sme se vključevati in pa na nitko dajati zdravja državljank in državljanov, si učitati takšne in druge zadeve. To, da spet prihaja ven nekatere informacije oziroma preverjanja okrog nabave zaščitnih mask, ki so se zgodile v prvem valu, ko se je že vsa zadeva malo umirila, sedaj pa se spet išče nek material. Jaz mislim, da je to samo delanje še večje razprtij med ljudmi, še večji nesoglasij med samimi ljudmi in pa tudi konec koncev spodbujanje k temu, kar se nam sedaj v Ljubljani dogaja. Vemo dobro, na kakšen način so se protesti začele, vemo dobro, da so se protesti predvsem v mestnih občinah pričele z tem, da so se pač ljudje ne strinjali z vsemi ukrepi, se pravi z nošenjem zaščitnih mask, kljub temu, da so vsi strokovni zdravstveni delavci na to opozarjali in so nam razlagali vsem, kako pozitivno vpliva nošenje teh zaščitnih mask, razkuževanje rok, higiena vsakodnevna in tako naprej, koliko bi pripomoglo, če bi se vsi držali k temu, tudi konec koncev k zajezitvi epidemije, ampak tako pač je. Zdaj po drugi strani pa tudi mogoče ta nestrpnost od vlade se pričakuje mogoče dosti več. Jaz še enkrat povem, da vlada vsaj z mojih oči, pa ne, zdaj, mogoče kdo ve,
v katero stranko spadam, preko katere stranke delujem. Glede, če konkretno pogledam ze strani občine Ormož, jaz mislim, da smo lahko to, kar se je zgodilo v tem letu, da smo lahko zelo zadovoljni. Premaknila se je ena ključna zadeva, na katero ne smemo pozabiti, to je razpis, se pravi glavne ceste z elementi hitre ceste Ormož-Ptuj. Tu se moramo in jasno na glas povedati, da vkolikor ne je bilo politične volje, se pravi trenutne vlade, se to nikakor ne bi zgodilo. Vemo dobro, da so poslanci v prejšnjih letih na to cesto opozarjali. Mojca Žnidarič, tudi Jan je večkrat izpostavil, ampak ker ni bilo politične volje, ni prišlo tudi do realizacije. Zato mogoče jaz vseeno mislim, da so premike. Jaz bi rad samo še eno zadevo povedal, da smo nedolgo nazaj v Brdo pri Kranju imeli srečanje vseh županov, kjer nam je bila nova finančna perspektiva 2021-2027, kjer nam je bilo tudi ze strani države povedano, da bo, vkolikor želimo, vsa ta sredstva, ki so bila izpogajana za Evropsko unijo, počrpana, bomo mogli 1 milijardo evrov lokalne skupnosti črpati letno. To je, gledajte, rekord absoluten, kar se je vlada izpogajala, in moram tudi povedati, ker ljudje mogoče določenih zadev ne vejo, vseh 212 županov, ki nam je bilo tam, pa smo bili leve, desne, sredinske, ne vem kako obarvane, je vlada na koncu z predstavitvijo finančne perspektive dobila aplauz in pa veliko spodbudo vseh županov za naprej. To se pravi, da podpora med lokalnimi skupnostmi in pa vlado je. Ne vem pa, zakaj se ta razprtija dogaja zaradi vseh teh ukrepov. Jaz vem, da niso včasih, da mogoče kdo vzame, da so zelo negativni, tudi zdaj konec koncev, da šole dobijo v četrtek okrožnico, v ponedeljek morajo izvajati, ampak glede na čas, glede na trend, glede na število okužb, ki jih imamo dnevno, glede na vso prilagajanje, ki se mora dogajati, je zelo težko ocenjevati tudi že za naslednji teden, kaj se bo dogajalo. Vse sami ukrepi, ko so sprejete, je težko napovedane, ali bodo pozitiven učinek v naslednjem tednu oziroma v naslednjih 14 dnevih doživele ali ne. In jaz vseeno mislim, da bi morali biti tukaj bolj strpni, da bi morali politično biti dosti bolj složne, ne bi se smele dogajati takšne razprtije, kot se dogajajo. Nekateri ljudje so seveda mogoče bolj prizadeti skozi COVID, nekateri manj, ampak še vseeno mislim, da bi nam prvi interes, ki bi ga sedaj mogli imeti, skupen bi moral biti ta, da to zadevo čim prej preživimo in pa da začnemo z normalnim življenjem na vseh področjih naprej. In to ne bi smeli vpletati v to sfero toliko politike, pa toliko različnih mnenj, ker smo napravili toliko, tako smo že zameglili določene situacije, toliko razprtij med ljudmi napravili, da je to že težko na določenem času, na določenih področjih to gledati poleg. Tako jaz bi vseeno tukaj zadeva potrebno umiriti, nestrpnežev je vedno neka kupica, ampak jaz verjamem, da pa nas je dosti ljudi razumnih, ki zadevo razumemo, ki jo želimo spraviti na pravo pot, v pravo smer toliko, da bo ta zdrava pamet, pa tudi kmečka pamet, nekako prevladala tisto kupico ljudi, ki mogoče v tem času razmišljajo drugače. Tako je, najbrž je najhuje to, da je vse skupaj zelo nepredvidljivo, težko je karkoli napovedati, tako da bova raje kar zaključila v tem trenutku. Morda še samo, kaj počne občinski svet, kdaj bo naslednja kakšna seja, verjetno se je gradiva tudi že nabralo v tem času. Gradiva se je nabralo, malo čakamo, da vseeno ta epidemija malo mine, tako da seja bo tam od 20. do 25. novembra ena in pa še ena bo sigurno v mesecu decembru, ampak radi bili, da se to malo poleže, tako da ne bomo ta teden zdaj čisto gor ali dol. Čaka nas kar nekaj točk, čaka nas kar nekaj pomembnih zadev, ki jih moramo določiti za leto 2021, tako da ja, izvedli še bomo letos 2 seje, ena konec novembra, druga tudi tam okrog 20. decembra, tako da še bomo te zadeve normalno odvili, zapeljali, določili si smernice tudi za leto 2021,
pa potem z polno paro pričeli tudi z delom naprej. Župan, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Veliko uspeha vam želimo pri delu, seveda, tako kot smo že napovedali pred novim letom, vsekakor računamo še na eno srečanje. Pričakujemo seveda, da se bo v teh 2 mesecih še in še dogajalo. Upamo samo, da ostanemo zdravi. Hvala lepa še enkrat. Hvala vam. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Bodite z nami tudi čez teden dni. Srečno do takrat.